Spoštovane cvetnice, spoštovani cvetniki, predstavniki vaških odborov, občinska uprava, predsednik nadzornega odbora, gospod župan, prav vsem skupaj lep pozdrav na 27. seji občinskega sveta občine Selnica ob Dravi. Po pregledu navzočnosti ugotavljam, da smo sklepčni. Od 15 nas je prisotnih 13, pa upamo, da se še bo nam kdo pridružil, tako da lahko nadaljujemo z današnjo sejo. Z gradivom, ki ste ga dobili za današnjo sejo, je seveda tudi predlagan dnevni red, kateri vsebuje 13 točk in prosim, da ga, kdor je za takšen predlagan dnevni red, da ga z dvigom rok tudi potrdimo. Soglasno potrjeno. Sedaj nas je prisotnih 14 svetnikov in svetnic. En svetnik se pa nam je opravičil. Prihajam na tretjo točko in sicer potrditev skrajšanega zapisa 26. redne seje in pregled uresničevanja sklepov. Tudi to gradivo je bilo posredovano, vabilo. Odpiram razpravo na skrajšan zapis 26. redne seje. Vekoliko razpravljalca ni, prosim, da z dvigom rok potrdimo zapis prejšnje seje. 13 glasovalo za, je kdo zdržal, ni kdo glasoval, ena ni glasovala, proti nihče. Hvala lepa. Prihajamo na četrto točko in sicer informacija župana. Gospod župan, lepo prosim. Hvala, podžupan, za besedo. Lepo zdrav svetnice, svetniki, občinska uprava, nadzorni odbor, predstavniki vaših odborov. V točki informacije bom začel z Gradiščom. V Gradišču smo imeli inšpekcijo za naš vodovod, ki veste, da vsi svetniki, da ga imamo mi v upravljanju, se pravi, da občina Selnica je za njega zadolžena in smo imeli inšpekcijo, ki je ugotovila, da je vse v najlepšem redu, tako da z tega stališča smo lahko zadovoljni, da tudi v tem samem upravljanju skrbimo za zdravo pitno vodo. Da bi nadaljeval tudi v zvezi z vodo, imamo zdaj ravno v teku skupaj z Mariborskim vodovodom, da bomo na Selniški Dobravi, kot veste, imamo to državno uredbo, smo naročili dokumentacijo za dodatno vrtino v zvezi zaradi varovanja in pa zaradi dolgoročne varne oskrbe za našo občino in občin Rušen in tudi delno proti Mariboru pa delno proti Lovrencu. Tako da zdaj smo v tej fazi, bomo tudi pridobili gradbeno dovoljenje, ki ga sedaj ni bilo, tako da bomo v tej zgodbi probali rešiti dve muhi in en mah, tako da pričakujemo, da bomo v tem letu dokumentacijo pridobili in tudi mogoče začeli z deli z raziskovanjem vrtine. Se pravi, izvrdili bomo dodatno vrtino, ki bo omogočala bolj sigurno preskrbo vode na tem območju. Istočasno bi povedal, da smo ravno bili gor v Gradišču, sedaj se je začelo delo na Gradišču na tem našem vaškem krajanu, ki je ta dom krajanov, ki je lansko leto bil začet z izolacijo in pa z notranjo opremo, z notranjim izvrševanjem, tako da letos bomo začeli, mislim, da jutri, z deli, da bomo končali. V nadaljevanju imamo tudi veliko investicijo predvideno oziroma reširitev tudi v Gradišču. Mi bomo gor uredili igrišče, to je v tej prvi fazi, kot veste, smo tudi lansko leto že imeli v planu, pa potem ni bilo, ker nismo uspeli na razpisu. Letos pa zgleda, da bomo uspeli na razpisu, pa ne glede na to, a bomo ali ne bomo, ker se to bolj dolgo vleče, bomo začeli z deli na tem našem Gradišču na Kozjaku. Istočasno bi tudi rekel, da imamo v planu rekonstrukcijo oziroma energetsko sanacijo šole v Gradišču in vrtca. Tako da tudi iščemo zdaj ravno ponudbe, ker bomo zamenjali oziroma tudi fasado obnovili, tako da bo potem tudi šola v Gradišču imela energetsko obnoveno fasado. Če smo že pri vaših odborih, na Duhu smo tudi v tem času predvčerajšnjem pa ta teden tudi uredili to cesto proti šoli, ker veste, da je bilo zdaj na orje in je v bistvu ogromno bilo gramo za zamašeni kanali. Skratka, so imeli zelo težki dostop do osnovne šole oziroma naše izpostave v Duhu.
na Duhovostnem vrhu, ki smo pa zdaj uredili, da lahko zopet dostopajo normalno. Jasno, imamo pa tudi v planu, če bomo le uspeli, da čim prej to našo cesto, ki je v lasti občine Sedemce ob Dravi, se pravi javno dobro, tudi preplastili z asfaltom. To bomo videli, kako bo. Če smo že pri vaših odborih, bi šel tudi na vaški odbor Slemen, ker smo v tem času, zadnjih 14 dni smo naročili novo stavbno pohištvo na Slemenu, kar tudi pomeni, da bomo ugradili stavbno pohištvo, ki zadostuje vsem standardom za toplotno izolacijo. Se pravi, vse teh vaših odborih, ker se delajo, oziroma se pač, ker imamo svoje objekte, se trudimo, da izvajamo neka določena dela. Omenil bi tudi, da, veste, lansko leto v Gradišču na Kozjaku ni bilo vrtca, ker ni bilo dosti otrok. V tem letu se zopet odpira, imamo 4 prijavljene otroke, tako da se zopet bo v Gradišču na Kozjaku odprt oddelek vrtca. Jasno, morali bomo tudi doseči neki dogovor, ker pač eden otrok manjka, da bomo dali malo zmanjšanje obvez, se temu reče. Skratka, smo v stiku z ravnateljico osnovne šole Sedemce ob Dravi, da bomo te tudi papirno uredili, da bomo v jeseni lahko začeli z vrtcem v Gradišču tudi. Veste, na Duhu pa da ni problem, na Duhu je pa kar 17 otrok, tako da na Duhu, na Ostrem vrhu je, kar se otrok tiče, res pohvalno. Potem bi prešel na naslednjo točko. V lanskem letu je občina Ruše, kot veste, nima urejene kanalizacije, nima čistilne naprave, pač dala vprašanje, željo, kako bi bilo, če bi mi delno omogočili, da se priključi del njihovih bom rekel, ljudi, ali pa blokov, ali pa centra Ruš na našo čistilno napravo, in smo zdaj v tem času zadnjih pol leta, 6 mesecev oziroma 7 mesecev uredili z našim projektantom in pa tudi z našim koncesionarjem in bomo poslali Rušam ponudbo, koliko njihovih PE-ov, se pravi policijskih enot, lahko vzamemo v tem momentu in splošno koliko kubikov odpadne vode lahko sprejme naša čistilna naprava, s tem, da ne bo, bom rekel, oteženo naslednjih do 10 let našo odvajanje čistih komunalnih voda. Kar se tega tiče, veste, da je problem, čim več je čistilna naprava izkoriščena, tem boljši so pokazatelji, tem večja amortizacija, tem večja omrežnina, tem več se lahko tudi investira v širitev naše kanalizacijske mreže. Zaradi tega tudi skupaj z našim projektantom in pa s koncesionarjem razmišljamo, se pravi, smo že ugotovili, koliko bi praktično lahko priklopili ljudi iz Ruš. Veste pa, da njihov problem je pa ta problem, da nimajo čistilne naprave. Leto se bliža, 2023, in bojo morali nekaj narediti. Sedaj imajo pač idejo takšno, da bojo ali delno Maribor, ali delno Selnica, ali pa da sami gre čisto novo, kar pa po vsej verjetnosti v kratkem obdobju ni mogoče, ker ni sredstev za ta namen zagotovljenih. Tako, to je eno. Potem mogoče bi omenil, da se zdaj potekajo velike priprave na 100-letnico Dravske elektrarne na Fali, ker skupaj z univerzo in pa skupaj z Mariborskim otokom, z direktorom, pripravljamo neke prireditve, nekaj jih je že bilo, tako da v mesecu maju bo pa teh kar veliko in mislim, da je prav, da tudi vsi svetniki, svetnice se udeležite teh prireditev, ki bodo prvič na Fali, drugič v Mariboru, na univerzi in pa tudi v Selnici. Istočasno bo tudi, kar se tiče teh 100-letnice elektrarne Fala, tudi bo naš občinski praznik, ki veste, da ga imamo v čast elektrarne Fala, ker je pač zagorela prva žarnica leta 1918 v Selnici, tako da z tega stališča bomo tudi mi dali ta pečat 100-letnici praznovanja. Istočasno pa seveda skrbimo, da ne bi zaradi tega, ker tudi Dravske elektrarne pa HSE v Ljubljani so nam želeli v lanskem letu pač nekaj sredstev, ki so namenjeni za investicijski razvoj, zmanjšati. Skratka smo uspeli potem v parlamentu, da ta zakon ni bil sprejet, ki bi onemogočal, da se bi sredstva še v istem merilu, kot sedaj, vračala v lokalno okolje. Tako da bomo to tudi vztrajali. Bila je želja, da bi se namesto recimo zdajšnjih 28% dobička, samo 14% dobička vrnilo v lokalne skupnosti, kar bi za našo občino zopet pomenilo 100.000 evrov manj v proračunu, za Mariborsko pa za ostale pa toliko več. Bi to še povedal,
kolesarska dravska pot smo jo že funkcionira. Mi smo skupaj z temi občinami, se pravi od Dravograda do hrvaške meje, smo imeli, rekel, takšno začasno prireditev, ker je bil tudi minister za gospodarsko infrastrukturo prisoten, tako da smo se po kolesarski poti, oziroma jaz sem se peljal, že peljali te predstavniki občin in pa minister z svojo ekipo, tako da smo od Falske letarne, kjer so prečkali, začeli so pa na Falagradu, ker se veste, da se od Dravograda dol se potem tu v Ožboltu vrne ta kolesarska dravska pot čez letarno v Ožbolt in se vrne na letarni Fala nazaj na našo stran in potem po naši občini do Seniškega Ruškega mostu. Istočasno bi povedal tudi, da sedaj imamo mojo dokumentacijo, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija za ceste, da pripravlja dokumentacijo za ta most, ker bojo uredili kolesarsko pa peš pot na desni strani, če gledamo proti Rušam, ker se bo razširil in tam bo možnost kolesarjenja proti Rušam in potem proti Mariboru. Omenil bi še to, da letošnje leto ste opazili nadpoprečno veliko snega, velikokrat so bili naši plužači zunaj, tako da smo, kar se tega tiče, res kar zelo obremenili naše investicije in to bomo potem tudi rebalanso, ki bo sledil tem točkam, tudi povedali, zakaj se gre. Skratka, več kot enkrat več je bilo že sedaj stroškov za zimsko službo in za pluženje in posipavanje. Tako da, kar se tega tiče, narava je narava, mi se proti temu ne moramo boriti. Druga stvar je pa, da so občine, ki pač nimajo teh problemov, mi jih pač imamo. In marsikatera občina, ki je pač tako prisotna na teh, ko ima bregove, doline, pač so imeli probleme. Tako da pričakujem bolj tudi, da boste v rebalansu sprejeli to argumentacijo in da bomo rebalans tudi sprejeli po hitrem postopku. Hvala. Hvala, gospod župan, za ščetno informacije. Prehajamo na 5. točko. Trendi varnostnih pojavov v letu 2017 na območju občine Selnica ob Dravi. Prosim gospoda poročevalca, komandirja policijske postaje Ruše, Aleša Žekoviča, da nam poda poročilo. Lep pozdrav v imenu policijske postaje Ruše. Hvala lepa za besedo. Na hitro vam predstavil trende varnostnih pojavov v letu 2017 na območju občine Selnica ob Dravi. Trendi so vam bili posredovani po elektronski pošti, teda v trendah opredelimo nekatere točke in sicer po točko 2, preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete na območju občine Selnica ob Dravi. V letu 2017 smo obravnavali 60 kaznivih dejanj, leto poprej 49, pri čemer smo preiskanost kaznivih dejanj uspeli zvišati na 82,7%, leto poprej 56,7%. Tu smo tudi prikazali graf desetletno obdobje. Graf prikazuje, da se je kaznivih dejanj, da se giblje število kaznivih dejanj pod povprečjem, kar se tiče desetletnega povprečja. Na območju Selnice ob Dravi smo obravnavali največ kaznivih dejanj zoper premoženje, in sicer 32. Od teh kaznivih dejanj smo obravnavali 9 kaznivih dejanj tatvin, 6 kaznivih dejanj velikih tatvin, 7 kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, 5 kaznivih dejanj goljufije, 4 kazniva dejanja zatajitve in 1 kaznivo dejanje zlorabe izvršbe. Preiskanost kaznivih dejanj zoper premoženje je znašala 59,4% in smo jo v primerjavi z letom poprej uspeli kar za nekaj procentov dvigniti. Leto poprej, torej 2016, je bila le 15,4%. Obravnavali smo 5 kaznivih dejanj zoper človekovo zdravje, in sicer smo obravnavali 5 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in prehodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. Preiskanost kaznivih dejanj teh zoper človekovo zdravje je 100%. Obravnavali smo tudi 1 kaznivo dejanje zoper gospodarstvo, in sicer 1 kaznivo dejanje poslovne goljufije. Tudi to smo uspeli preiskati. Nadalje smo obravnavali 8 kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo družine in otroka, in sicer smo obravnavali 5 kaznivih dejanj nasilja v družini, 2 kaznivi dejanja neplačevanja preživnine in 1 kaznivo dejanje zanemarjanja mladoletne osebe in surovo ravnanje. Preiskanost teh kaznivih dejanj je 100%. Obravnavali smo tudi 3 kazniva dejanja zoper delovno razmerje in socialno varnost, in sicer smo obravnavali 3 kazniva dejanja kršitev temeljnih pravic delavcev. Tudi ta kazniva dejanja smo uspeli preiskati. Obravnavali smo še nekaj drugih kaznivih dejanj iz drugih področij, pri čemer pa nobeno ne izstopa.
Po točko 3 smo predstavili vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja na območju občine Selnica ob Dravi. Z področja javnega reda in zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja smo obravnavali skupno 55 kršitev, leto poprej 56. Iz grafa, ki smo ga prav tako za 10-letno obdobje naredili, lahko razberemo, da se število prekrškov v zadnjih 2 letih, da je v upadanju. Največ kršitev z področja javnega reda in zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja smo obravnavali z področja določil Zakona o varstvu javnega reda in miru, sicer smo zabeležili 26 teh kršitev. Ugotovili smo tudi 8 kršitev določil Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, 6 kršitev Zakona o orožju, 4 kršitve Zakona o javnih zbiranjih, 3 kršitve določil Zakona o tujcih, 3 kršitve določil Zakona o zaščiti živali, 2 kršitve določil Zakona o ohranjanju narave, 1 kršitev določil Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov in 2 kršitve določil Zakona o eksplozivnih in pirotehničnih izdelkih. Najpogosteje smo ugotavljali kršitve v stanovanju in sicer smo na tem kraju ugotovili 16 kršitev. Tudi na javni kraji smo ugotovili 16 kršitev. V gostinskih lokalih smo zabeležili 4 kršitve, ostalih 19 kršitev pa se je zgodilo na drugih krajih, pri čemer pa noben kraj ne izstopa. Na območju policijske postaje Ruše, torej na območju vseh 3 občin, ki policijska postaja Ruše pokriva, je bilo izrečenih 9 ukrepov prepovedi približevanja. En ukrep prepovedi približevanja je bil podaljšan za 10 dni, medtem ko je bilo 8 ukrepov prepovedi podaljšanih za 60 dni. Zaznali smo eno kršitev ukrepa prepovedi približevanja. Na območju občine Selnica ob Dravi pa smo obravnavali 7 kršitev v povezavi s problematiko nasilja v družini. Z področja dogodkov smo zabeležili 11 dogodkov, in sicer 3 požare, 1 samomor, 1 razpis iskanja smo imeli, 1 nenadno smrt, 2 najdbi predmetov in še 3 druge dogodke. Po točko 4 smo predstavili zagotavljanje varnosti cestnega prometa na območju občine Selnica ob Dravi. V preteklem letu smo obravnavali 44, leto poprej 31 prometnih nesreč. Že če pogledamo graf, vidimo, da z stanjem ne moramo biti zadovoljni. Glavnem graf namreč prikazuje, da smo iz 31 prometnih nesreč v 2016 na 44 prometnih nesreč v 2017, da je to povečanje kar za 41,9%. Zaskrbljujoč je podatek, da se povečuje tudi število poškodovanih v prometnih nesrečah, prav tako pa se povečuje delež alkoholiziranih voznikov, ki so povzročili prometno nesrečo. Od vseh nesreč se je 12 nesreč končalo s telesnimi poškodbami. 1 nesreča se je končala s smrtnim izidom, medtem ko pri 31 prometnih nesrečah je nastala le premoženjska škoda na vozilih ali objektih. V nesrečah je bilo udeleženo 83 oseb, od tega je bilo 17 udeležencev lahko telesno poškodovanih, 3 udeleženci so bili hudo telesno poškodovani, 1 udeleženec pa je umrl, ostalih 62 udeležencev pa ni bilo poškodovanih. Kot najpogostejši vzrok prometne nesreče je nepravilen premik z vozilom v 10 primerih, sledi nepravilna stran in smer vožnje v 9 primerih, varnostna razdalja v 8 primerih, neprilagojena hitrost v 5 primerih in neupoštevanje pravil prednosti v 5 primerih. In še imamo nekaj drugih primerov, ki so pa drugi vzroki, ki ne izstopajo. Pri nadzoru cestnega prometa in ugotavljanju kršitev smo obravnavali skupno 1319 kršitev, leto poprej 971. Zabeležili smo 24 kršitev določil Zakona o motornih vozilih, 21 kršitev določil Zakona o voznikih, 1272 kršitev določil Zakona o pravilih cestnega prometa in 2 kršitev določil Zakona o obveznih zavarovanjih. Tu moram poudariti, da je pri primerjavi vidimo zelo veliko povečanje, torej iz 917 v 2016 na 1319 v 2017. To povečanje lahko pripišemo tudi stavki nas policistov, ki smo skoraj pol leta v 2016 stavkali. Izvedenih je bilo 23 hitrih postopkov, izrečenih je bilo 1141 glob, podanih je bilo 55 obdolžilnih predlogov na pristojna sodišča, podani so bili 2 kazenski ovadbi ter 6 poročil. Izrečenih je bilo tudi 92 opozoril. Največ kršitev smo zaznali zaradi prekoračitve dovoljene hitrosti, in sicer 864. Sledi neuporaba varnostnega pasu z 82 kršitvami, nato uporaba mobilnega telefona med vožnjo z 74 kršitvami, vožnja pod vplivom alkohola z 38 kršitvami in nepravilnosti pešcev z 17 kršitvami.
Zabeležili smo tudi 16 kršitev vožnje brez vozniškega dovoljenja in nekaj ostalih kršitev, ki pa ne izstopajo. Pri ugotavljanju, koliko voznikov je povzročilo prometno nesrečo pod vplivom alkohola, smo ugotovili, da je bilo od 40 obravnavanih povzročiteljev prometnih nesreč v lanskem letu 7 povzročiteljev pod vplivom alkohola, kar znaša kar 17,5%. Pri ugotavljanju povprečne koncentracije alkohola in pri povzročiteljih je bila ugotovljena povprečna koncentracija 1,44 grama alkohola na kilogram krvi. Točko 5, to smo predstavili tujce. Na področju nadzora državne meje na območju policijske postaje Ruše nismo odkrili ilegalnega prehajanja državne meje. Pozornost smo pri rednem delu patrulj polagali predvsem notranjosti države na cestnih komunikacijah, saj preko območja poteka tranzitna povezava Maribor-Dravograd. Na nadzor državne meje in naloge v zvezi preprečevanja čezmejne kriminalitete smo izvali ob rednem delu z vodjo policijskega okoliša ter z rednimi patruljami in tudi s sestavljenimi patruljami policista tukajšnje policijske postaje in policista vodnika službenega psa ter policisti konjeniki, prav tako pa smo sodelovali s policisti iz policijske postaje za izravnalne ukrepe. V letu 2017 smo s področja določil zakona o tujcih izvedli 8 ukrepov, prav tako pa smo izvedli 7 ukrepov po določilih zakona o prijavi prebivališča. Kar se tiče preventivnih nalog, po točko 6, evidentirali smo 30, leto poprej 28 preventivne aktivnosti ter opravili 33, leto poprej 46 ur preventivnega dela. To je na kratko to. Hvala lepa za predstavitev trenda varnosti v naši občini. Vsebina je bila obravnavana na odboru za negospodarstvo, zato prosim predsednico Liljano Zorko, da nam poda njihova stališča. Pozdravljeni, odbor za negospodarstvo je obravnaval predlagano gradivo in predlaga občinskemu svetu, da se z njim seznani in ga bo tako potrebno. Hvala lepa. Odpiram razpravo na točko številka 5. Prosim, lepo. Lepo pozdravljeni. Torej najprej bi seveda se zahvalila našim policistom, da skrbijo za nas in da nam nekateri indikatorji kažejo na boljše. Zelo sem tudi vesela, da je vedno več preventivnih aktivnosti in ko pogledamo torej v šole, torej se vedno ta odnos do policistov torej na pozitivno spreminja, kar je običajno dobro. Zelo pa me skrbi, kaj se dogaja v naši občini s številom prometnih nesreč. In bi želela torej informacijo, če jo morda imate zdaj ali pa lahko tudi kasneje posredujete, kje so te nesreče. Mi namreč vemo, da je Selnica ob Dravi ena redkih občin, pa verjamete, od vseh 200 in več občin, ki jih imamo v Sloveniji, mislim, da sta samo 3, ki jih nisem prevozila počez in po dolgem, in smo mi ena izredno redkih občin, ki imamo stanje na področju pločnikov tako, kot je. Večina cest je izredno nevarnih, torej sami tisti, ki še niste poskusili hoditi po cesti glavni v Selnici ob Dravi, primer ali iz centra Selnice proti Fali. Res, da nisem med najbolj suhimi, vendar sem preširoka za ta ovinek, torej cesta, kjer je rob ceste na tem ovinku, gleda moj desna roka, ko grem proti Fali že na stran ovinka in vemo, da se je tam zelo huda prometna nesreča zgodila in zato bi torej prosila, kje se to dogaja in morda tudi vaše mnenje, če ga je možno dati, ali se takšno stanje na cestah, ki imajo urejene pločnike, torej tudi kaže v tako slabem. Torej trendi, če so tudi v drugih občinah ti trendi prometnih nesreč tako slabi. Hvala. Hvala. Prosim. Ja, naj pojasnim, že pri predstavitvi trendov varnostnih pojavov pri županu nazaj, nekaj tednov, smo oba skupaj ugotavljala, pa mi smo že prej ugotavljali, da dejansko ne moramo biti zadovoljni s področjem, kar se tiče varnosti cestnega prometa na območju občine Selnica ob Dravi. Tako sem že izpostavil, gre za povečanje prometnih nesreč kar za 41,9%. V zvezi tega, točno konkretnih podatkov nimam, kje prihaja do prometnih nesreč, moramo pa se zavedati, da čez občino Selnica ob Dravi poteka zelo tranzitna cestna komunikacija do Koroške, to je cesta G1 in zagotovo lahko trdim, da je na tej cesti največ prometnih nesreč se zgodilo, kar se tiče občine Selnica ob Dravi.
Tudi tu so hitrosti malo večje in tudi tu so posledice prometnih nesreč vedno hude. Tu je tudi se je zgodila v lanskem letu ta prometna nesreča z smrtnim izidom, ki smo jo obravnavali na Fali. Zdaj, zagotovo če bi bili pločniki narejeni, ne vem, po celi trasi, pozitivno vplivalo na varnost udeležencev v cestnem prometu. Kaj mi lahko naredimo je to, da bomo v okviru varnostnega sosveta izpeljali en preventivni projekt. To je bilo že dogovorjeno, da bo župan zdaj sklical sejo varnostnega sosveta, da bi učenci osnovne šole Selnica ob Dravi narisali neke risbice na temo prometne nesreče v prometu. Potem bi iz teh risbic izbrali najboljšo, naredili en jumbo plakat in s tem pač probali umirjati voznike. Istočasno pa bi naš rajonski policist z nekaj učenci v bistvu ustavljal voznike, delil te risbice in na tak način preventivno umirjal promet. To je ena stvar. Druga stvar, mi imamo eno silhueto policista na policijski postaji in glede na to, da se pač srečujemo z primanjkljajo kadrovskih resursov že kar nekaj let, bomo pač to silhueto poskušali čim večkrat jo postavljati na nekih takih mestih, da bomo tudi s to silhueto probali malo umiriti promet. To je zdaj na kratko odgovor. Tukaj se še bom jaz vključil v razpravo. Glede na to, da dejansko ste profesionalci na tem področju in te vaše podatke, ki so zaskrbljujoče, kot je že bilo omenjeno, bom rekel, mikrolokacije teh ponavljajočih se prometnih nesreč v naši občini bi tudi zelo pomagale SPV-ju, to je Svet za preventivo in vzgojo v naši občini, katera ima določena sredstva za možnost namestitve določenih opozorilnih znakov in bi ti podatki vaši nam zelo občini oziroma SPV-ju zelo prav prišli za mogoče za kakšen mozaik pripomoremo manj nesrečam oziroma ohranimo tudi kakšno življenje. Samo apel. Razprava je še vedno odprta. Koliko ni, zapiram razpravo na omenjeno točko in predlagan sklep, ki se glasi: Občinski svet občine Selnica ob Dravi sprejme poročilo o izvedenih ukrepih samo se opravičujem, to je to. Predlog sklepa je sledeč, nepravilni papir. Občinski svet občine Selnica ob Dravi se je seznanil s trendi varnostnih pojavov na območju občine Selnica ob Dravi za leto 2017. Kdor je za takšen predlog sklepa, prosim, da ga z dvigom rok potrdi. Soglasno potrjen od 14 svetnikov in svetnic. Hvala lepa. Gospod, hvala lepa vam. Prehajamo na 6. točko. In sicer poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Leka občine Selnica ob Dravi za leto 2017. Prosim poročevalca Jure Bočeka, tehničnega direktorja iz podjetja Adesko, da nam predstavi poročilo. Hvala za besedo. Lep pozdrav še v mojem imenu in v imenu podjetja Adesko. Torej, naše podjetje pomaga občini pri izvajanju energetskega menedžmenta. Mogoče sam malce za uvod, da osvežimo. V preteklih letih oziroma za leto 2016 smo pripravili novelacijo akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta. Mislim, da smo ga obravnavali na seji v lanskem letu, začetek leta. Torej, po 5 letih, ko je sprejet lokalni energetski koncept, ki je bil v letu 2011 sprejet, se naredi novelacija akcijskega načrta. Nekako smo se po pogovorih z občino pa na teh usmerjevalnih sestankih pogovorili, da bomo poskušali narediti ta akcijski načrt čim bolj
takšen, da ga lahko spremljajo, se pravi izvajamo, glede na to, da je pač občina bila v preteklosti oziroma je izvedla veliko večjih investicij in je tudi posledično pač sredstev za to vrstne ukrepe manj, čeprav se tudi vsako leto se kar dost zadev naredi. Če grem kar na poročilo o izvedenih aktivnostih v preteklem letu, torej kot že vsa leta poprej se energetski menedžment izvaja, torej izvajajo se aktivnosti od, bom rekel, nekih koordinacija aktivnosti, priprava projektov in tako naprej, pomoč občanov pri teh, bom rekel, težavah, ki jih imajo z energetiko. Na tem mestu bi spet pozval občane, tiste, ki jih zanima oziroma ki bi radi karkoli spremenili na svojih objektih, povečali energetsko učinkovitost, se lahko prijavite na občini in potem občina spostavi kontakt z nami in pridejo naši strokovnjaki sem na licu mesta in tudi svetujejo občanom. Torej tisti, ki jih zanimajo te zadeve, je res, da tudi so že podjetja že kar dosto usposobljena, tisti prodajalci, da tudi pomagajo pri takih zadevah in pa mogoče pri kakšnih prijavah ekosklada. Torej, seveda pomagamo tudi pri pripravi kakšnih naročil, kar se tiče oziroma svetovanje, kakšne izolacije naj naredijo na teh javnih objektih, tako se v preteklosti in podobno. Torej, poleg tega se vodi tudi tako imenovano energetsko knjigovodstvo, ki je tudi obveza za vse občine, izvaja se za vse javne stavbe in pa ponovno tudi še za javno razsvetljavo. Bom rekel, že v preteklih letih se je tudi za javno razsvetljavo vodila, ampak zdaj tudi v obliki programa, ki bom potem v nadaljevanju pač tudi malce predstavil. Torej, če grem na naslednjo točko izvajanja energetskega knjigovodstva v javnih stavbah, v lanskem letu je bilo porabljenih na teh večjih javnih objektov cirka 900 oziroma slabih 943 megavatnih ur toplotne energije in slabih 275 megavatnih ur električne energije. Torej, malce se kaže tudi trend nižanja, bom rekel, teh stroškov in pa porabe energije. Recimo na občini smo zabeležili nekje 17% padec rabe toplotne energije, na podružnični šoli Gradišče je bil ta trend minus 26%, Hram kulture minus 11%, tako da neki trendi se kažejo pač, bom rekel, pri nižanju te rabe energije. Seveda je treba tudi upoštevati še ostale faktorje od zasedenosti stavb in tako naprej. Torej, stroškovno se porabi nekje 140 tisoč evrov za torej, porabo toplotne in pa električne energije na letnem nivoju. Kaj se je izvajalo, torej poleg teh organizacijskih ukrepov in pa energetskega menedžmenta so se izvajali tudi investicijski ukrepi. V točki 2.3 imate najprej za te objekte, torej glavne objekte v občini, kje so še tiste šibke točke v nadaljevanju, torej kaj se je izvajalo, naprimer na osnovni šoli, ki je, bom mogoče sam ta del omenil, ki je tudi največji porabnik, torej zunanji zid, ostrešje nista izolirali, nekaj delne izvedbe so se že izvajale, torej navadni ventili brez regulacije pač so v samih prostorih, je pa kotlovnica bila obnovljena v letu 2014. In tudi osnovna šola dejansko je največji porabnik toplote v občini, tako da bo tudi verjetno na tem področju v naslednjih letih se bo pristopalo k postopni sanaciji objekta. Torej, kaj je bilo pa izvedeno v okviru teh investicijskih vzdrževalnih del, torej obnova zunanjosti objekta, doma Krajano Gradišče, potem se je izvedla delna sanacija streha nad prostori osnovne šole Selnica ob Dravi,
Potem so se zamenjala tudi delno okna na telovadnici v osnovni šoli, izvedla se je tudi rekonstrukcija kotlovnice. Večina teh ukrepov je občina financirala sama, razen zadnjega, kjer je preko teh projekta LAS pridobila tudi več kot polovico sredstev za sanacijo, za zamenjavo energenta iz Elka na toplotno črpalko. Če nadaljujem za javno razsvetljavo, v lanskem letu se je vzpostavil nadzor nad delovanjem javne razsvetljave, vzpostavil se je torej softver, preko katerega lahko občina upravlja z javno razsvetljavo, sprejema napake, beleži garancijske dobe, vodi, zelo enostavno komunikacijo z vzdrževalcem, lahko se analizira raba energije. Vse tudi pozivam, aplikacija je narejena na takšen način, da lahko prijavljate napake, torej ni več potrebno preko telefona, se lahko zdaj preko spletne strani ali preko pametnega telefona. Na vaši spletni strani od občine boste našli ta link oziroma ta, ki je napisan v gradivu javnarazsvetljava.si. Tam lahko občani preko te interaktivne karte poklikajo te točke, ki predstavljajo svetilke in na tak način objavijo napako. Ko se napaka objavi, se tudi te napake avtomatsko sprejme vzdrževalec in jih tudi lahko začne takoj reševati. S tem bomo pač tudi pohitrili to zadevo. In pa tudi preko pametnih telefonov lahko se namesti aplikacija. Na tej isti spletni strani boste našli vse informacije. Lahko si namestite na telefon in preko telefona torej te napake tudi javljate. Določene napake se že objavljajo v tem sistemu, katerega tudi malce sledimo. Kar se tiče same porabe energije v javni razsvetljavi, se je zmanjšala za cirka 7% v lanskem letu glede na preteklo leto. Sama poraba na prebivalca, tega podatka ni noter zabeleženega, smo ga posebej izračunali, je cirka 35 kWh na prebivalca, kar pomeni, da ste pod tem povprečjem oziroma povprečjem pod zahtevami uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Tam je meja 44,5, tako da je še tudi potencial za širitev mogoče na teh ulicah, ki so tudi mogoče iz varnostnega vidika malce problematične, torej se lahko omrežje širi, če bo potreba potem. Kaj se je izvedlo od investicijskih ukrepov na javni razsvetljavi? Pri rekonstrukciji obstoječe razsvetljave so se tudi zamenjale svetilke, so se dale LED učinkovite svetilke. Kar se tiče ukrepov trajnostne mobilnosti, se je investirala oziroma izvedla se je preko projekta LAS Dravska kolesarska pot, pri katerem je občina dobila nekje 2/3 sredstev. Kar se tiče nadaljnih aktivnosti za leto 2018, planirano je cirka 75 000 evrov investicijskih sredstev. Naprej se bo izvajal še ta torej energetski menedžment, vodilo se bo energetsko knjigovodstvo, tudi javna razsvetljava se bo pač normalno vodila tak kot v nadaljevanju. So pa planirani že ukrepi obnova fasade na osnovni šoli Gradišče, toplotna izolacija na občinski stavbi, tu ravno potekajo aktivnosti za prijavo na razpis Ekosklada, ki financira, mislim, da okrog 25% ravno pripravljamo to gradivo, tako da se bo tudi določen del sredstev poskušal dobiti nepovratnih. Seveda poskušali bomo še kakšne osveščevalne dogodke, tudi mogoče kakšen zapis v lokalnem glasilu na temo energetike, tako da pač nekak aktivnosti se peljejo naprej. Toliko z moje strani. Hvala lepa. Hvala lepa. Točka je bila obravnavana na odboru za gospodarstvo, zato prosim predsednika Slobodana Tatalovića, da nam predstavi stališče odbora. Pri obravnavi te točke smo pripravljalca gradiva opozorili na večjo konsistentnost pri imenovanju določenih stavb, ker lahko dobiš
vtis, da gre za različne stavbe, pa gre za iste, ker so različno poimenovane. Pa vidim, da je zdaj pripravljalec gradiva že to upošteval v svojem uvodnem ekspozeju. Tako da Odbor za gospodarstvo je sprejel naslednji sklep. Odbor za gospodarstvo se je seznanil s poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Leka občine Selnica ob Dravi za leto 2017 in ga predlaga v sprejem občinskemu svetu občine Selnica ob Dravi. Hvala za predstavitev stališča. Odpiram razpravo na omenjeno 6. točko. Prosim. Hvala za besedo. Me veseli, da se občina vsako leto loteva in nam pripravlja poročilo, tako kot to sledi po zakonodaji in da lahko vidimo pravzaprav, kaj se dogaja. Prosila pa bi pripravljavca tega gradiva, da v bodoče, prosim, dajte letne trende, zato da vidimo, kaj se je dogajalo 2016, 2015, 2017, zato da ko pišemo, da se je 5% znižalo ali pa 10%, da vidimo, ali je to res. Zdaj me pa zelo zanima, torej najprej zelo tehnično vprašanje. Na pamet sicer ne vem kvadrature osnovne šole, ampak tako po oceni bi rekla, da je okrog 3000 kvadratnih metrov in ima ekstremno porabo. Ne? Če pogledate na graf 1, imate tudi v avgustu ekstremno porabo toplote, torej enako kot februarju, marcu in pa novembru. In to me zanima, zato ker po naših ocenah avgust ni odstopal po nobenih podatkih, torej, da je bil nadpovprečno zelo hladen, ker bi moral biti tako kot marec ali pa februar. Tako da torej, to bi zelo prosila za to številko. Potem pa še sprašujem občinsko upravo, zakaj se ni občina prijavila, ker je še zdaj odprt, pa bi že 2 leti odprt razpis za energetsko sanacijo javnih stavb. Enkrat smo slišali odgovor, ja, da nimamo tako visokih investicij. Če bi pogledali malo po sosednjih občinah, so se občine združevale, torej nam zelo blizu, torej Koroške občine, pa tudi druge občine v Podravju in so skupaj se združile in prijavljale stavbe, tudi ker je bila investicija samo torej morda 100 000 in potem ne bi poslušali, da je zmanjkalo denarja za obnovo gradiške osnovne šole, če sem prav razumela. Potem je pa še zanima pri javni razsvetljavi. Sicer smo res pod tisto zakonsko določeno mejo. Kot veste, po zakonu pač občina ne sme porabiti več kot 44 kWh na prebivalca na leto električne energije za osvetljevanje svojih ulic, cest in torej drugih površin. In glede na to, da smo zdaj 35, se mi zdi meja 44 zelo blizu, mi pa bi si želeli, da se bo Selnica širila, tako mislim, da si vsi želimo. Poznamo še številne ulice, kjer si ljudje želijo, pa je nujno potrebna javna razsvetljava. In po moji oceni je, torej stanje naše razsvetljave je takšno, da nujno potrebuje ukrepe tudi v prihodnjih letih, zato ker nam primerljive občine imajo po 20, 22, 23 kWh na prebivalca na leto, kar pomeni, da imajo skoraj enkrat toliko za širitve, ker si to vsi želimo. Potem pa je še vprašanje ponovno za občinsko upravo. Cena električne energije za javno razsvetljavo je izredno visoka in je tudi torej še celo narasla med leto, torej marec 2016, februar 2017 smo imeli 0,11, 6 evrov na kilovatno uro. Torej leto od marca 2017 do februarja 2018 pa že kar 0,145 evra na kilovatno uro. In zato me zelo zanima, ali občina ni pristopila skupnemu javnemu naročilu za dobavo električne energije, kot je večina občin v Sloveniji in imajo potem relativno torej nižjo ceno električne energije. Tako da to bi prosila za odgovor. Hvala. Hvala. Tukaj je bilo navedeno tudi kar nekaj tehničnih vprašanj, saj jaz mislim, tako da poskušamo danes to odgovoriti. Razprava je še vedno odprta, kolikor še ima, prosim, jaz bi prosil, da si zabeležite, pa potem v paketu posredujete odgovore. Hvala za besedo, lep pozdrav vsem skupaj. Navedli ste, da je osnovna šola stavba v Selnici največji porabnik energije. Problem je od neizolirane zunanje stene do neizoliranega ostrešja, sijalk, ki se ne grejo nastaviti po svetlosti in morda še kaj. Navedli ste tudi, da se bo verjetno v naslednjih letih pristopilo k postopni sanaciji. Zdaj, vsako leto smo naredili neke manjše izboljšave, od zamenjave oken na telovadnici do izolacije strehe nad tajništvom, vsako leto za okoli 20 000 evrov in tukaj me zanima,
ali kakšne so možnosti in kakšen je tu izračun, da bi se to komplet uredilo z eno večjo investicijo, ki bi se verjetno lahko kar po nekaj letih obrestovala. In tukaj vprašanje, priključujem se gospe Krmelj z vprašanjem, kako ocenjujete možnosti za prijavo energetske sanacije naše osnovne šole na javni razpis za subvencioniranje energetske prenove stavb, ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo. To gre za kohezijska sredstva, mislim pa, da je vrednost 17 milijonov evrov v zdaj ne vem v kakšnem obdobju, ampak vse to ni pomembno. Tako da bi prosil za ta dva odgovora. Omenili ste tudi aplikacijo, kjer lahko občani javijo napake na javni razsvetljavi. Tukaj bi pohvalil delo tistih, ki ste si oziroma so si aplikacijo zamislili in tisti, ki so aplikacijo pripeljali do oblike, v kateri je na voljo danes vsem, ki bi radi javili napako. In jaz mislim, da bi mogli takšnim praksam, kot je ta aplikacija, slediti tudi na ostalih področjih, ki so v domeni občine. Hvala. Hvala lepa. Razprava je odprta. Kolikor ni, bom še jaz. In sicer pod točko 3 načrt aktivnosti v letu 2018 je bilo lepo povedano, da je ena od načrtov tudi pomoč občanom pri pridobivanju nepovratnih finančnih sredstev ter kreditov ekosklada. Tudi kak je možnost pridobiti, stik postaviti, eno zadevo pa niste dorekli, kaj to pomeni iz finančnega vidika za prosilca, ki bi želel vaše strokovne pomoči. Mislim, da to za občane je zelo pomembno. Jaz vem odgovor, samo mislim, da je za občane to pomembno. Razprava je še vedno odprta, vekoliko ne, oziroma ne, drugače, bi prosil za odgovore, ki so bila posredovana preko vprašanj, kolikor se da odgovoriti takoj. Hvala lepa za besedo. Mogoče sem napačno oziroma nisem navedel. Kar se tiče teh svetovanj, bom začel na koncu. Torej, ta svetovanja so brezplačna za občane. Torej, samo prijaviti se je treba preko občine, potem pa pač naši fantje pridejo, ker to je v okviru energetskega menedžmenta, ki ga izvajamo v občini. Tako da, če je želja, mi bomo zelo veseli, se bomo odzvali, pa pač poskušali pomagati. V preteklosti so že bila določena zanimanja, je pa res tako, kot sem povedal, dejansko že zdaj podjetja, ki te energetsko učinkovite tehnologije ponujajo, so že zelo usposobljeni, tudi celo ponujajo pripravo teh vlog za občane samo zato, da bojo prodali. Tako da, ampak vseeno, če želijo neko neodvisno strokovno mnenje, smo pa tu z veseljem na voljo. Če začnem torej, kar se tiče same porabe energije, letne trende, se strinjam, bi lahko dopolnili tale načrt, se opravičujem, jaz sem jih imel pribeležene, zato sem jih nekaj povedal, drugače bomo pa v bodoče upoštevali, da se bo dalo pač večletno povprečje, da se bo lažje ocenjevalo. Kar se tiče porabe v avgustu, tu predstavljamo torej celotno porabo za vse občinske stavbe in bom sicer preveril, ampak mislim, da vem, kaj je bila težava, da je bila tu v avgustu nabavljen ta skladiščni energent, ali to elko ali peleti, in takrat ga tudi program, ko ga vnesemo noter v tem času nakupa, zazna to, kot da je bila neka poraba se zgodila. Bom to preveril, pa bomo tudi obvestili, kaj je bilo, ampak to sumim, da se je to zgodilo. Kar se tiče osnovne šole in pa same porabe, tu je zdaj takšna zadeva. Ko je prišlo do prenove kotlovnice, je tudi osnovna šola napaja torej vrtec in pa zraven tudi hram kulture. Tako da je ta poraba je združena. Žal nismo imeli podatkov, da bi to zadevo ločili, se smo tudi pokomentirali noter v samem dokumentu, da je to skupna poraba. Lahko bi jo nekako na kvadrat ločili, recimo, pa da bi potem dobili malo bolj jasno sliko, zato je tudi takšna visoka poraba. Kar se tiče same
torej potem bom tu združil še vprašanje prijava na energetsko sanacijo. Ja, seveda vedno je možna. Ta projekt, katerega omenjate, torej gre se za celovito energetsko sanacijo. V tem primeru je torej pomeni, glede na to, da je kotlovnica bila sanirana, pomeni ovoj stavbe, pomeni okna, pomeni tudi ogrevalni sistem v delu, kjer bi namestili te termostatske ventile. Je pa to težava. To so vsi ukrepi, ki imajo zelo dolgo povračilno dobo. Ti kohezijski projekti so nekako tempirani na 15 let. Seveda občina bi lahko ima dve možnosti, ali išče zasebnega partnerja, da naredi javno-zasebno partnerstvo, s tem, da more pač zasebni partner izkazati interes, da bi se lotil samo prenove, bom rekel, oken in pa ovoja, glede na to, da kotlovnica je že rešena, ne, in tu jaz ne verjamem, da bi se kak zasebnik odločil, oziroma če bi se odločil, bi bili stroški občine oziroma delež sofinanciranja občina relativno velik. Je pa res, da bi lahko pa tudi seveda pokoristila občina ta sredstva, s tem, da je to vse vezano spet na proračun in pa na sposobnosti proračuna, če je možno tako velik projekt speljati, ker finančno bi bila pa to kar zahtevna investicija. Kar se tiče same javne razsvetljave, če še to malce pokomentiram, torej razliko imamo nekje 10 kWh in če na hitro preračunamo glede na število prebivalcev, bi lahko povečali približno za 50 MWh porabo. In če bi vzeli neko povprečno moč svetilke, recimo 30 do 40 W, če se pogovarjamo zdaj o osvetljevanju nekih ulic, je potencijala še za nekje 300 svetilk. Tako da nekaj potencijala je, ne? Pa če gledamo to na razdalji približno 30 do 40 metrov, se pogovarjamo v kolikih kilometrov, 12 kilometrov cest. Ne? Mi načeloma lahko osvetlili, je res, se strinjam z vami, je potrebno tudi že počasi začeti mogoče razmišljati o kakšnih regulacijah, o zmanjšanju svetlobnega toka v nočnem času, tako da tudi mogoče v bodoče bomo na tem področju se malce pogovorili pa poskušali najti rešitve, da čim bolj znižamo to porabo energije. Jaz mislim, da sem vse odgovoril. Glede na to, da je bilo posredovano tudi konkretnih vprašanj na občino, prosim, direktorica. Lep pozdrav najprej. Jaz bi na kratko odgovorila samo okoli cene električne energije pri javni razsvetljavi. Mi smo v začetku letošnjega leta spremenili distributerja, prišli na nižjo ceno električne energije, ne znam povedati koliko procentov, ker nisem pričakovala vprašanja, je pa potekla pogodba prejšnjemu distributerju električne energije, ki je takrat tudi bil izbran, sem preverila kot najugodnejši med ponudniki, smo pa jo zdaj zamenjali ga, zato da bomo dosegali še nižjo ceno. To se je začelo z mesecem marcem uveljavljati in nekje do konca leta bi se pa že moral poznati nek rezultat, pa bomo takrat pogledali, kaj smo uspeli narediti. Zraven bi pa še okoli vprašanja ali pa očitka, zakaj se ne prijavljamo na ta javna sredstva, povedala, da za obnovo fasade na osnovni šoli in vrtcu Gradišče na Kozjaku se prijavljamo na Ekosklad, kjer se do 25% upravičenih stroškov pa povrne. To je to. Hvala. Prosim. Hvala za obrazložitev, da bomo imeli bolj jasno sliko, kaj se v bistvu dogaja, zato ker tudi stroškovno vemo, ne, da smo stroške za rabo energije na osnovni šoli povečali, mislim, da je bilo iz 2016 na 2017 z rebalansom, iz 60 tisoč zdaj na preko 100 tisoč imamo že stroškov, zato bi zelo prosila, da date v nov ukrep še pod točko 2.3.2 oziroma kjer imate plan za prihodnje leto, načrti aktivnosti, zato ker tudi v skladu z zakonodajo mora občina za vse tiste dele, ki se ogrevajo iz iste kotlovnice, torej v tem primeru gre zdaj za osnovno šolo, za vrtec in pa za kulturni dom, 3 enote, da se namestijo merilne naprave,
tako kot zakonodaja zahteva do konca letošnjega leta in seveda pol bi prosila, da se v naslednjem letu eksaktno pove, koliko energije porabi kulturni dom, koliko energije porabi vrtec in koliko šola, zato da ko se načrtujejo ukrepi, da vemo, kje moramo zadeve sanirati, ker zdaj imamo poleg vseh ostalih stroškov, recimo, ki jih imamo recimo s kulturnim domom še na osnovni šoli ogrevanje. Hvala. To razpravo jemljem kot strokovni nasvet. Gospod poročevalec, če imate kaj za dodati? Zvoli, če je potrebno. Samo da ne bo nejasnosti, jasno, toplovod, ki je povezan z osnovno šolo do hrama kulture, ima v letošnjem letu namontiran odštevalnik 40, tako da bo drugo leto naš pripravljalec gradiva lahko točno vedel. Kar se pa tiče osnovne šole, pa vrtca, pa telovadnice, pa ne ločimo, tudi zdaj nismo ločili, če bomo to ločili, če je to po zakonodaji res tako, bomo to preverili, vsekakor pa mislim, da vrtec, šola in telovadnica spada v osnovno šolo in je isti proračunski postavljak in lahko pa po vsej verjetnosti, ker vemo, da največja izguba trenutno je v vrtcu, ker je pač, tako smo povedali, neizoliran. Kar se pa tiče osnovne šole, pa sami vemo, da je to taka investicija, da vsekakor pričakujemo in vemo in mi smo se že pogovorili, da bomo drugo leto s termostatskimi ventili, ki so tudi bili nameščeni, samo se pač, ko so to otroci, se polomijo, se da tudi rešiti kar nekaj odstotkov toplotne energije, ker vemo, da ko prideš v šolo, se spod je toplo, visoka temperatura, zgoraj še pa ni. To je stara inštalacija, stara napeljava in so vsi vodi tak ne. Tako da so to pripombe oziroma dopolnila bomo v prihodnosti upoštevali. Hvala lepa. Zapiram razpravo na omenjeno točko in prihajam pri predstavitvi predlaganega sklepa. Predlog sklepa je sledeč. Občinski svet občine Selnica ob Dravi sprejme poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK občine Selnica ob Dravi za leto 2017. Kdor je za takšen predlog sklepa, prosim, da z dvigom rok potrdi. Soglasno potrjen od 14 navzočih. Gospod Jure, najlepša hvala. Srečno pot.